Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v spletnem pogovoru. Vse se vrti okoli simptomov, kjer se bomo z današnjimi gostjami dotaknili bolezni tisočerih obrazov in mnogih simptomov, predstavljene tudi v začetnem videu multiple skleroze. Stopili smo namreč v teden multiple skleroze. V nedeljo 30. maja obeležujemo Svetovni dan multiple skleroze, ki je namenjen ozaveščanju o tej zahrbtni bolezni in podpori tistih, ki jih je doletela ta kronična, avtoimuna vnetna bolezen. Pomembno je, da o tej bolezni spregovorimo, saj lahko marsikomu, ki se z njo sooča, olajša življenje in marsikoga, ki te bolezni še ne pozna, podučijo o pomembnosti aktivnega in zdravega življenjskega sloga. Informacije o bolezni, njenih simptomih, pa tudi življenju z njo dobite tudi na spletni strani www.multipla-skleroza.si. Bolezen ne izbira, v telo se naseli počasi, skoraj neopazno. Klinični znaki in simptomi so pestri. Bolniku oziroma bolniki utegnejo na samem začetku zaznati spremenjen občutek ali motnje občutanja. Pri nekaterih bolnikih se na začetku pojavi dvojni vid ali vrtoglavica, spet drugi zaznavajo motnje ravnotežja, nekoordiniranost gibov ali šibkost okončin. Bolniki pogosto občutijo tudi mravljinčenje. Mravljinčenje ali občutek iglic sodi v skupino senzoričnih motenj in je eden od najpogostejših simptomov multiple skleroze. Mravljinci se lahko pojavijo kjerkoli v telesu, na obrazu, rokah, nogah, dlaneh, stopalih in posledično povzročajo različne težave, težave s hojo, s pisanjem, celo držanjem stvari. Toda ti simptomi lahko kmalu minejo in mladi bolniki nanje pogosto pozabijo. Pozorni postanejo šele, ko se začnejo ponavljati ali ko jih že funkcionalno onesposobijo. Res je, da multipla skleroza, ki najpogosteje prizadene mlade med 20 in 40 letom starosti, v zadnjih letih dobiva drugačno podobo. Takšno, ki v primeru pravočasnega odkritja in zdravljenja posamezniku omogoča bogato in pestro življenje. Dokaz za to so moje današnje cenjene gostje. Z nami so Renata Žohar, bolnica in predsednica društva Spoznajmo multiplo sklerozo, Anita Hočevar, bolnica in predsednica Dolenjske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije, Ana Marija Ristič, bolnica, študentka in članica prav tako Dolenjske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije, in Maja Novak, bolnica in članica Ljubljanske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenija. Lepo pozdravljene, drage dame. Prav vse vas že nekaj let spremlja diagnoza multipla skleroza. Vse se začne na nekem začetku, tudi morebitno mravljinčenje, vrtoglavica, zamegljen oziroma dvojni vid, kot smo videli na samem začetku v videu. Mogoče, če začnemo z vašimi simptomi, če pogledamo, kako se je pri vas vse skupaj začelo. Mogoče začnemo kar tako po vrsti, kot sem vas naštevala. Renata, kakšni so bili prvi simptomi? Je bilo veliko presenečenje? Kako se je začelo? Lep pozdrav vsem skupaj. Začelo se je že tako na začetku študijskih let. Tako pekoča bolečina po roki se mi je pojavljala, ki enostavno ni izzvenela. Kot da bi me nekdo s koprivami hodil po roki in te pekoče bolečine enostavno ni bilo konec. In tudi protibolečinske tablete niso pomagale. Ta pekoča bolečina je izzvenela, kot ste prej rekli, potem pozabiš na njo. Dokler se mi čez 3 leta ni pojavila močnejša slika simptomov, kot so oslabeli udi desne roke, desne noge. Spuščati sem začela stvari z rok, so mi kar padale, ravnotežje je bilo slabo, vožnja s kolesom ni bila več mogoča. In potem seveda še tista pekoča bolečina nazaj v desni roki, ko se je spet pojavila kar iznenada. Na koncu pa je bil tisti dvojni vid, kateri je nevrologe spodbudil, da je verjetno pa to res multipla skleroza, in so šle preiskave naprej. Jaz sem prepričana, da če bi takšne simptome naštela v trenutnem času sedaj, bi še se diagnostika prej izpeljala, kot to je zdaj res 17-18 let nazaj, pa bilo malo še vseeno drugače.
so se stvari v bistvu izboljšale kar močno na tem področju in napredujejo. Anita, kako je bilo pri vas? Kakšni so bili vaši začetki? Kateri so bili simptomi, pri katerih ste posumili, da bi lahko bilo nekaj resnejšega narobe? Ja, jaz, ko sem gledala tale film zdajle, tale posnetek, ja, kot bi svojo zgodbo vedela, takrat niti pomislila nisem, kaj to je. Začelo pa se je s takim bolj meglen vid, ne dvojni vid, mravljinčenje po obrazu, to je trajalo nekje 1 mesec in minilo. Pa se je čez par let spet ponovilo, k temu dvojnemu oziroma meglenemu vidu so še kakšni mravljinčki prišli po telesu, pa se je spet skrilo in tako je trajalo 5 let, oziroma zdaj, če nazaj gledam, sem vedela, da je že v srednji šoli sem imela, ampak so za dalj časa izginile težave. No, diagnoza mi je bila pa pri 30 letih potrjena. Prav ti mravljinčci, oziroma, ko sem se prepognila, mi po celem telesu, kot bi ena elektrika švignila. To je bil pa povod, da sem prišla do zdravnika. Sicer v vsakem primeru, v vsakem poslabšanju sem šla k osebnemu zdravniku, tudi naprej do nevrologa, ampak navadno je bilo to v zimskem času, se je govorilo, to je od prehlada, to je od utrujenosti, 1 mesec je minilo in sem bila dobra za naprej. Takrat, ko sem pa diagnozo dobila, sploh nisem vedela, kaj je to. Prva stvar, invalidski voziček, preozka vrata, v kopalnici, stopnice v hiši, ampak ni tako. 23 let imam diagnozo, 5 let prej že simptomi taki, tako da gre. No, od izkušenih dam pa k Anamariji, še študentka. Anamarija, kako pa se je pri vas začelo? Kakšni so bili tisti znaki in koliko let nazaj? Zdravo. Meni se je bolezen začela pri 13 letih. Začelo se mi je načeloma z bruhanjem, pač nenormalnim bruhanjem, ampak takrat zdravniki načeloma niso pomislili na to diagnozo, ker je bila pač obična trebušna gripa. Potlej sem pa jaz začela slabše govoriti, nerazločno govoriti, pojavljal se mi je dvojni vid in tudi desna stran obraza se mi je povesila. Potem so pa pač, osebna zdravnica mi je rekla, da to je nekaj pač ful narobe. Potem sem pa šla v bolnico in so mi naredili preiskave in sicer pri tistih mojih 13 letih žal niso pomislili direkt na to diagnozo, je bilo več različnih diagnoz, ampak načeloma mi tudi niso potrdili po prvem tem zagonu. Potem sem pa jaz doživljala mravljince po desni roki, po desni nogi, po levi nogi in so pač s preiskavami potlej pač potrdili, pa z likvorjem predvsem. Ampak načeloma takrat mi je bilo tako, ko so mi povedali za to diagnozo, kakor da bi mi rekli za prehlad, ker se nisem sploh sekirala. Hvala lepa, Anamarija. In gremo še k Maji Novak. Maja, kako je bilo pa pri vas? Kje se je začela in kako se je začela zgodba? Ja, dober dan, pozdravljeni. Dober dan. V bistvu po drugem porodu sem že opažala neke simptome, utrujenost, mravljinčenje, ampak temu nisem posvečala ne vem kakšne pozornosti. To je potem izzvenelo do leta 2005, ko sem po eni hudem naporu telesnem, v bistvu hudem naporu, kidali smo sneg in potem me je vse bolelo. Vse mišice, vse sem rekla, v redu, to je pa po domače povedano muskelfiber, saj bo šel, ne. Na žalost ni šel, potem sem šla do svoje zdravnice, me je ona takoj posumila, kaj bi lahko bilo, kar sem ji opisala moje težave in me poslala k nevrologu. So me zelo hitro hospitalizirali, vzeli likvor, na magnetno resonanco poslali. V bistvu sem imela skoraj v 14 dneh diagnozo, no. In zdaj se to počasi slabša. Na začetku sem imela diagnozo recidivno-remitentna multipla skleroza, to je, da so zagoni in potem se stanje izboljša. Zadnje 5 let imam pa sekundarno progresivno
To pa pomeni, da se stanje počasi slabša in da izboljšav na žalost ni. Kako hitro, Maja, če ostaneva, so vam postavili diagnozo? A ste, tako kot ste rekli, a ne, v bistvu iz tega prepričanja, da gre za posneženi muskelfiber, ste zelo hitro bili? Ja, v roku 3 tednov, 1 meseca sem imela diagnozo. In to je bilo leta 2005. Takrat je bil internet pri nas še bolj v povojih, ko ne. Si bil izgubljen, nisi vedel kaj, kako. Sem se potem obrnila na društvo, kjer so mi pomagali, no. In pol sem počasi poznala ljudi z istimi težavami, z isto diagnozo, s katerimi smo še danes v stiku in si en drugemu pomagamo na tem področju, ne. Je bilo društvo tisti prvi stik, a ste tudi sami iskali, čeprav ste rekli, da je bila internetna povezava bolj v povojih, a ste tudi prek spleta iskali podatke? Nekaj sem, ne, samo v bistvu sem dobila kontakt enega pacienta, bratranec mi je uredil, je rekel, jaz tudi enega poznam s to diagnozo, tako da sem pol tudi preko njega mi je on pomagal, pa tudi na društvu seveda, ne, tako da se je potem počasi začel, da veš, kaj, kako, ne. Ana Marija, vi ste bolj predstavnica internetne mladine. Kje ste vi iskali te informacije o simptomih, o sami bolezni? Načeloma sem dobila že na začetku bolezni knjige, ne, in sem predvsem se na knjigo obrnila, nisem se toliko na internet, ker se mi zdi, da so še zmeraj informacije ta prave v knjigah, tako da se sploh v bistvu nisem obračala na te internetne vire v tistih časih. Imate občutek, da so vam zelo hitro postavili diagnozo v tistih začetkov, ki sva jih prejle omenjali? Ja, zelo hitro, zaradi tega, ker v bistvu tudi, ko sem imela decembra, sem imela prvi zagon, novembra, decembra, potrdili so mi jo pa naslednje leto marca, no, v 3 mesecih približno so mi potrdili diagnozo. Hvala, Ana Marija. No, Renata in Anita, pri vama je bilo vseeno nekoliko drugače. Renata, mislim, da ste prej rekli, da je minilo 5 let do trenutka, da so vam postavili diagnozo. Bilo je manj, mislim, da je bilo 3 leta, da se je celotna slika pokazala. Ko sem jaz izvedela za diagnozo, sem imela pred sabo samo eno stvar, rabim pomoč. Jaz sem po poklicu diplomirana delovna terapevtka in na vajah sem prišla vedno v stik, tudi pogosto v stik z ljudmi, ko imam multiplo sklerozo, in eno stvar mi je vedno ostajala tako pred očmi. Človek treba ostati čim dlje funkcionalen, samostojen, krepiti tisto, kaj še ima, na tem delati in to ohranjati. Jaz sem takrat takoj vstopila v stik z nevrofizioterapevtko, katero imam še danes. Trenutno obiskujem na 14 dni, sicer je to samo plačniško, ampak v končni fazi gre za mene in tega denarja mi nikoli ni žal, pač nečesa drugega ni. In sem lahko tudi njej hvaležna, da še v trenutno, kljub zdravilom seveda, še sem nekako motorično toliko gibljiva, kot sem. Sicer omejitev imam ogromno, drži. Hoja je res, ni najbolj za pogledati, ampak v redu, še vedno s tem, še vedno hodim. In še vedno se držim tega prepričanja, ne. Kljub temu, kaj izgubljam v telesu, na telesu, pri multipli sklerozi, še mi vedno nekaj ostaja. In na tem še vedno lahko delam, še vedno lahko to ohranjam in ostajam aktivna. Prepričana sem, dokler še bom živa, še bom nekaj vedno imela, s čem bom lahko na nek način migala in s tem ohranjala aktivnost in pa na nek način tudi samostojnost. Anita, vi ste pa omenili strelo v roki. Je bila to tisti znak, ko se je začela postavljati potem diagnoza? Kje ste pa vi iskali potem informacije? Ja, se pravi, da v vsakem hudem je nekaj dobrega.
No, jaz takrat, ker sem imela tudi potlej bolečine v ramenih, sem na fizioterapijo hodila, in mi je ta fizioterapevtka povedala, da obstaja društvo, ko še nisem imela diagnoze, ke je bil sam namig in že me pripravila na to. Potem v službi, šef mi je potlej pomagal, da sem prišla čim prej k nevrologu, ker je njegova hčerka zaposlena, na nevrološkem oddelku in je priporočila mi zdravnico. Tako da, ja, in na ta način. In tudi potlej je spet šef poznal predsednika takratne dolenjske podružnice, da smo se skupaj dobili, včlanili in te informacije. Ja, tudi knjige, v njih sem iskala te odgovore na razna vprašanja, ne. Ampak, mislim, da pa je ta pogovor, največ pove, če imaš nekoga. In tudi, zdaj se včasih kar pošalimo s člani, če ne bi imeli multiple skleroze, mi se ne bi poznali, mi ne bi vedeli, da obstajamo, to pa se le včasih po čas dobimo pa kakšno rečemo. Koliko časa pa ste potrebovali, Anita, da ste sprejeli to bolezen kot del sebe? Kakšen je bil tisti občutek, a ne? Skozi pogovor slišim, da so vas v bistvu na zelo mehek način pripravljali že pred samo uradno postavitvijo diagnoze, kar pomeni, da ste imeli res ob sebi prave ljudi na pravem mestu in ob pravem času. Ampak vseeno, sprejeti je potrebno, a ne? Kako se soočiti v bistvu? Ja, saj je bilo težko. Otroka sta bila še majhna takrat. Mož mi zdaj prizna, da je težje sprejel kot jaz. Takrat mi ni povedal, takrat je lepo sam ob strani stal. Jaz v bistvu sem jo sprejela, ker sem vedela, da ni drugega. Tudi zdravnica, ko mi je povedala, je rekla, zaradi multiple se ne umre, bo treba še nekaj drugega, ne. Tako da ja, mogoče takole ponoči kdaj, ko človek ne more spati, pa takrat se malo premetuješ, pa malo tohtaš. Sigurno pa takrat, ko sem zbolela, sem rekla, otroc, majhni hčerki je šlo prvi razred, sin še mlajši, da bi dočakala njuno maturo. Kaj je šlo naprej, da bi dočakala diplomo, da bi vnučke. Zdaj že imam vnukinjo in vnučka, že ta tretji vnuk je na poti, toliko da ja, zdaj rečem, da bi še, in upam, da bom. Verjamemo, kajti take lepe želje se uresničujejo in prav je tako. Mogoče, Ana Marija, kako je bilo sprejeti tako mladi punci diagnozo, ki se je izkazala iz tiste trebušne viroze, da je multipla skleroza? Jaz načeloma sem se samo diagnozo sem jo takoj sprejela. Načeloma se mi ni zdelo, da je tako hudo, tudi ker kot mala punčka takrat se jih ne zavedaš, kaj se točno dogaja. Se mi zdi pa, da za moje starše je bilo sprejeti to zelo težko. In se še dandanes s tem bojujeta na neki način, po svoje, po tiho. Danes slišita, da Ana Marija ve, da se bojujeta, ampak verjamem. Predvsem pa stojita ob strani zagotovo, verjamem. Maja, vaši občutki, kako sprejeti, kako ste jo vi sprejeli? V bistvu se naučiš z njo živeti. Pač sprejmeš tiste dobre stvari, ki jih je bolj malo, in tudi tiste slabe, naučiš se z njimi živeti, prilagodiš si življenje. Midva z možem sva si tako razdelila, da je pač on otroke bolj športno usmeril, kar jih jaz nisem več mogla. Jaz sem jih pa za šolo, pa za razne družabne igre in tako. Tako v bistvu sva si razdelila življenje, kar se otrok tiče, no. Ampak sprijazniš pa se z diagnozo, mislim, da se ne. Naučiš se z njo živeti, sprijazniš se pa težko, no. Ne vem. To je, sploh jaz, ko sem bila navajena tako zelo hitro življenje, akcija, reakcija, trenirala sem košarko, potem badminton igrala in to, in potem kar naenkrat je to vse zamrlo. Vse je nekaj na počas, da ne boš padel, da se ne boš prevrnil kje. Mislim, težko je, no, ampak
pač naučiš se s tem živeti, sprejmeš tisto, kar ti življenje nudi in greš dalje, ne. Vzame človek najboljše iz tega. Tako je. Renata, vi ste omenili, da ste se kmalu oziroma takoj po postavitvi diagnoze že soočali s tem, kaj dobrega predvsem narediti zase. Mogoče, če nam z nami delite tiste trenutke prvega soočenja z multiplo sklerozo. Jaz sem tisto, mogoče prvo soočanje malo dala na stran. Ker sem pač iskala določene rešitve samo v tistem trenutku. Pravo soočanje je prišlo potem po ponovnem poslabšanju. Kaj se pa je zgodilo zdaj? Multipla ti da lahko nekaj tistih trenutkov, ko pridejo med zagoni, ko je v redu, super, fajn. In potem pride spet poslabšanje in nova razočaranja in nove negotovosti in nove prepreke, novi simptomi. Kot ste prej vprašali, jaz nikoli nisem še sprejela v resnici multiple skleroze, ampak je, tako kot je rekla gospa moja, to je moje življenje. Jaz sem si multiple ne sama izbirala, jaz sem jo v resnici dobila, meni je bila dana. Isto se mi zdi, ko včasih dobim z rojstnim tudi kakšno darila, pa rečem, okej, v redu, dobro, malo me slabše poznate, to bom dala nekaj kot malo, pač tam je prah, se nabira gor, včasih prestavim, obrišem prah. Mi zdi, da je praktično z multiplo isto. Ne ukvarjam se s tem, da sem bolana, da imam multiplo, ampak je to enostavno moje življenje. Res je, boli me danes, to jutri me boli to, kakšno življenje brez bolečine. Težko vem, zdaj že sem malo že pozabila, ampak tako pač trenutno je in iščejo se rešitve z možem, pač malo kombiniramo stvari, tudi pri vzgoji otroka, pri vzdrževanju hiše, potem tudi v službi sem mogla določene stvari prilagoditi, trenutno delam 6 ur, ker 8 ur več ne zmorem, ampak mi je pa ena takšna želja čim dlje ostati še zaposlena, iti v službo, iti od doma, ne biti zaprta med ena in istimi stenami, čim več iti med ljudi, se usesti v avto, se odpeljati. To mi kar ogromno pomeni. In tukaj kar iščem neke rešitve, kaj bo, če bo še slabše, kaj bo, da bi bila pripravljena. In zdaj, ko rečem, da bi bila pripravljena, to delam že ves čas, pa nikoli nisem pripravljena. Ko se nekaj zgodi, je spet čist ena nova situacija. V sebi se moram spet pobirati, sestavljati, da potem lahko stopim naprej. Se mi zdi, da je psiha, naša duša en tak del, ki je zelo pomemben pri premagovanju teh ovir, težav, ki nam jih pač na nek način multipla predstavlja. In kako, Renata, to neposrečeno darilo življenja vpliva, zaznamuje vaš vsakdan? Kako poteka vaš dan? Rekli ste, da še vedno hodite v službo, da si razdelita obveznosti z vašim soprogom. Kako poteka vaš dan? Kako zelo je drugačen v bistvu od življenja pred diagnozo? Večje organizacije. Nekaterim je čisto samoumevno, da se jutro oblečejo. Meni to ni samoumevno, jaz moram imeti obleko pripravljeno, da si počasi oblečem. Jutranja toaleta pri meni traja bistveno dlje kot pri nekom drugem, ampak si pol na koncu rečem, še vseeno jaz to uredim, prej se zbujam, prej moram iti v službo, ker moja pot, da jaz pridem iz hiše do avta, je zelo dolga, čeprav je videti kratka, in pa potem tudi iz avta do službe je tudi dolga, čeprav je videti kratka. Vse traja dlje časa, kot bi bilo, če bi bila gibalno manj ovirana. Tako da je ogromno, razlika je ogromne organizacije, ogromno je prilagajanja, ogromno ugotavljanja, kaj mi je trenutno najbolj pomembno, da naredim. Kaj ni pomembno, pustim za takrat, ko pač bom, ali pa bo naredil nekdo drug. Vrednote se mi potem spreminjajo pri organizaciji dneva.
In tudi, jaz ne rečem, moja vrednota je, da imamo pospravljeno stanovanje, ampak dobro, če zdaj vidim, da je kje kak prah, pa ti pa naj bo, ne. Tako predvsem je razlika v organizaciji in pa planiranju počitka. Počitek mora biti definitivno planiran v dan. Brez tega ne gre. Anita, kako pa je pri vas? Kako poteka vaš vsak dan? Kako poteka srečevanje z vnučki, ste že rekli, 3? Ja, vse se vrti bolj počasi, ker takrat od začetka. V bistvu sem od leta 1999 pa do lani konec leta delala po 4 ure, s 1.1. sem upokojena. Ja, tako da zdaj si pa res vzamem čas, ni treba ob 5 vstajati, ker je bilo prav tako vse počasi. Še prej, ko sem hodila v službo, sem tako delovala. V službi sem delovala, potem je pa za menoj prišlo, ne. Doma je pa vse bolj počasi, ker sem en tak človek, da ne znam odnehati takoj. Moram nekaj narediti do konca, potlej. In včasih je to malo napake, ne bi mogla vmes, tako kot je že prej rekla gospa Renata, se oddahniti. No, zdaj pa pač gre, kakor gre, vse bolj počasi. Nisem odnehala, da ne bi se lotela vsega tako, kot sem se včasih, samo na drugačen način. Vi očitno spadate potem med upokojenci, ki imajo zdaj malo več časa vseeno, ne? Jaz sem se hecala že takrat, ko sem bila 4 ure upokojena, pravim, že zdaj nimam časa, kaj bo potem, ne? Ampak ne, čas si vzameš in gre. Časa je dovolj, samo Tako. vzeti si ga je treba oziroma se zorganizirati. Maja, kako pa pri vas? Kako poteka tisti vsak dan in kako zelo se je spremenil? Omenili ste, da košarka je odpadla, badminton je odpadel, športne aktivnosti so se skrčile. Kakšen je zdaj vaš vsakdan? Ja, jaz sem že od leta 2018 invalidsko upokojena na polno, ker pač žal nisem mogla več opravljati svojega dela, kjer ga sem imela zelo rada, bila sem namreč zaposlena v knjižnici za 4 ure in se mi je stanje tako poslabšalo, da pač nisem mogla več hoditi v službo, opravljati dela. Zdaj, jaz se vedno pohecam zjutraj, če se zbudim, pa da me nič ne boli, si v bistvu že kar puls iščem, če sem sploh še živa, ne. Zato ker in potem se pač zjutraj malo raztegneš, narediš raztezne vaje, potem vstane mož, da mi pripravi zajtrk, tablete in vse, ker si sama tega pač ne zmorem več narediti. Funkcioniram po stanovanju še s hodulo, da lahko hodim, medtem ko grem ven, tega ne zmorem, grem s skuterjem ali pa če gremo kam na obisk, grem pač z invalidskim vozičkom. Dan mine zelo hitro, v bistvu zdaj sta otroka oba študenta, trenutno delata od doma oba zaradi znane situacije. Je kar fino, če kaj rabim, mi lahko pomagata. Samo zaprosila sem za osebno asistenco, imam tudi odobreno, in ko se bo ta koronska situacija malo umirila, ko bodo otroci odšli na fakultete nazaj, jo bom pa aktivirala, zato ker žal sama čez dopoldne, ne, sem 99% lahko, samo tisti 1% je pa zmeraj visi nad tabo, ne, in boljše, da imaš nekoga, ki ti pač tudi pomaga, da ti pomaga kosilo skuhati, da ti pomaga pospraviti stanovanje in to, ne. Zelo sem vesela, ker vidim, da ste vse ene izjemne borke, predvsem pa z veliko ne samo optimizma, ampak še vedno se znate pošaliti tudi ne glede na razmere in situacijo. Ana Marija, kako pa pri vas? Študentski vsakdan, kako izgleda pri vas, Ana Marija? Načeloma že v srednji šoli, no, ko sem pač še hodila tako, že ko sem imela diagnozo, mi je bilo zelo težko glede koncentracije.
načeloma fizično sem jaz čisto ok. Tako da moj vsakdan poteka tako kot od vsakega človeka, normalnega. Načeloma nisem težko gibljivo ovirana ali pa lažje, v glavnem. Načeloma imam jaz poškodbe samo v glavi, se pravi koncentracija in te stvari, pa hitro se utrudim. To je in to sem si pač po svoje pol prilagodila. In tudi zdaj, ker recimo Zoom bolj v ospredju, pri samem izobraževanju, je to v bistvu ta situacija zame super, ker se tudi lahko hitreje odpočijem, grem stran od računalnika, lažje delujem čez dan, ker ni v bistvu tako težko. Mogoče pa vseeno, Ana Marija, ali je pomembna podpora družine, prijateljev, vaših bližnjih? Prejle ste omenili starša, ki sta trenutno bolj zaskrbljena kot vi sami, ne? Verjetno zaradi prihodnosti in od vsega, kar je pač razumljivo, starši taki smo. Kako zelo pomembno je, da stojijo ob strani člani družine, prijatelji? Se s prijateljicami kdaj pogovarjate o tem, ali je mogoče to vseeno tema, ki je vaša, živite normalno življenje in v bistvu ni potrebno se o tem pogovarjati, Ana Marija? Ja, podpora je zelo pomembna, nasploh. Pogovarjam se z vsemi o multipli, ni mi v bistvu, tudi kdorkoli bi me vprašal, povem stvar, kakšna je. Sicer delam še prek študenta in sicer nadrejenim ne govorim, ne razlagam, kaj imam, ker se mi zdi pač brez veze, ker se pač počutim ok. Drugače pa se pogovarjamo o določenih problemih, o določenih težavah, ki jih imam, recimo tudi, če recimo rabim prevoz, pač zaprosim prijateljico in me tudi pelje. Načeloma drugih težav ni, tudi sama sem toliko pozitivna, da v bistvu ne rabim toliko podpore. Je super, da jo imam, ampak se mi trenutno ne zdi toliko pomembni dejavnik. Je pa seveda tudi moralna podpora tista, ki je izjemnega pomena potem v življenju. Me pa zanima potem, Anita, vi ste že omenili moža, omenili ste, kako je on sprejel oziroma kako se je on soočil z vašo diagnozo. Kako pa sicer je sprejemala vaša okolica? Kako močno ste potrebovali podporo, tako moralno kot seveda potem fizično na začetku svoje diagnoze, mogoče sedaj? Kako so sprejeli vaši sodelavci, vaši bližnji? Ja, v bistvu je bila to ena uganka za vse. Neznanka, tako. Strahom sem jim vsem pripovedovala. Mogoče so bili drugi še bolj zaskrbljeni, kaj pa je zdaj to. V službi so dobro sprejeli in je vsa ta leta nisem imela težav. To je najbolj pomembno, se mi zdi, da se še s tem ne obremenjuješ. Kar se pa tiče pomoči, sem bila pa deležna tako pri svojcih, družini in res. Mislim, da se da. In vsakomur, kdo razboli, samo rečem, ne se zapreti vase, govoriti o tem. Ker če boš sam, si ne moreš sam pomagati. No, vi ste imeli še šefa, ki vam je potem pomagal takoj na začetku. To je zelo, zelo pohvalno, a ne? V bistvu je res en tak občutek, nisem sam, nisem zapuščena, ne bom zdaj ostala ali brez službe ali brez te podpore, ki je zagotovo zelo pomembna za kakovost življenja potem v nadaljevanju. Renata, vi ste tudi že omenjali družino, moža, omenjali ste pomoč, ki vam jo že nudi. Mogoče teža te pomoči, a je težko vprašati za pomoč, za podporo, ali v bistvu gre to potem počasi v življenju, v družinskih odnosih, v odnosih do prijateljev, sodelavcev, z nekim normalnim razvojem? Na nek način še je vedno težko prositi za pomoč. Mogoče celo
lažje prositi, kot pa potem pomoč sprejeti. Jaz vidim, da ko se lotim česa delati, daj, počakaj, no bom jaz to, ne, namesto tebe, pa da to hitro, ne. Po drugi strani pa je tako, tudi jaz sem se odločila za osebnega asistenta, prav zaradi tega, ker bi rada počela še več stvari in potem popoldne, ko pridem domov, čakam moža ali hčerko, da prideta in da potem jaz seveda sem spočita in s svojimi vsemi idejami planem na njiju, kako bi zdaj jaz počela in vrtnarila in rože orejala in pol dobim, res, mami, danes? Zdaj? Kaj, ne je tu trebala malo počakati, pa bi mogoče jutri ali pa ne, in potem čakam, ne, in čakam in sem rekla nič, zdaj pa bi jaz res potrebovala osebnega asistenta, ker sem se malo naveličala tega čakanja. Razumem pa jedva, da sta, ne, komaj prideta domov, jaz pa komaj čakam, ko stopita čez vrata, pa sem že s svojimi idejami na plane. Imam pa občutek, da se mi pa je zožal krog ljudi, ki so mi blizu. Moje aktivnosti so se spremenile, ne. Jaz nisem za planinarjenje, nisem za sprehode, nisem za žuriranje, že en lep čas. Tako da sem malo jaz dala ljudi na stran. Jaz sem zbirala, kateri so mi blizu, predvsem pa sem dala na stran tiste, kateri so mi na veliko svetovali, kaj bi pa jaz mogla narediti, da bo meni boljše. Pa kaj moram jaz narediti, da bom se ozdravila, ker poznajo zgodbe takšne, drugačne in celo paleto vsega, ko so ljudje čudežno ozdraveli in so zdravi. To me je bremenilo, to me še vedno bremeni in se izogibam ljudi, ko vem, da od njih lahko pričakujem nasvete in ogromno zgodb, verjamem, da mi želijo pomagati, ampak jaz tega ne rabim več. Jaz se rabim ljudi, ki da me sprejeli takšne, kot sem. Pač takšno, ki šepam, takšno, ki mi kaj z rok pade, takšno, ki se mi zvrti, pa ki sem malo nerodna, ampak to sem jaz. Te sprejemam, ostale pa sem kar jaz izogibam, moram priznati, da sem jaz izogibam. Kaj pa bi, Renata, svetovali, priporočali nekomu, ki opazi neke te prve začetne simptome, ki smo jih danes omenili? Kakšen bi bil vaš nasvet? Predvsem, da se gre pokazati, da gre k nevrologu. Čim prej. Čim prej in nobenega simptoma vzeti, bilo kaj se nam na telesu dogaja, telesu treba prisluhniti. Ali je to mogoče so motnje mokrenja, ki lahko tudi pride prej, ali motnje koncentracije, ali spolne motnje, ali bilo kaj pride. Dajte, vsak naj gre k nevrologu, naj se ne pusti zavesti, ste še premladi. Ali pa ste prestari za to bolezen, če ste 50 let stari, zdaj ne smete imeti diagnosticirane multiple. Vsaka stvar, ki se zgodi na telesu in ki nas zmoti v vsakodnevnem funkcioniranju, je tista, ki jo trebamo vzeti za res, predstaviti zdravniku, potem nevrologu in raziskati, zakaj se pa to prav pri nas dogaja. Mislim, da je enak nasvet verjetno vseh mojih sogovornic, ko opazimo simptome, čim prej do osebnega zdravnika, vztrajamo pri tem, ker sebe najbolje poznamo, to večkrat poudarjam. Mi smo tisti, ki sebe poznamo najbolje in mi najbolje lahko opišemo, kaj se z nami dogaja. Seveda pa je lahko to hitro, tako kot je prej Maja omenila, muskelfiber, malo bolj močan, potem pri Ana Mariji je bila trebušna viroza, ki se potem kasneje izkaže za nekaj popolnoma drugega. Imamo pa tudi vprašanje novinarja. Mogoče bi gospe, ki ste že bile zaposlene, nekatere ste še, kako izgleda biti bolnica multiple skleroze z vidika zaposlitve? Do katere točke lahko delate oziroma kaj se zgodi, ko ne morete več opravljati svoje službe, kaj seveda to pomeni tudi z vidika financ celotne družine, kajti to je tudi bolezen, ki vpliva na celotno družino. Mogoče Maja, vi ste se že dotaknili te zgodbe. Kaj se potem zgodi? Torej, kdaj ugotovimo, da
nismo več sposobni opravljati, čeprav tako zelo radi, kot ste sami omenili, svojega dela. In kakšen je potem nadaljevanje, kakšen je postopek, kako se to čuti v družinskem proračunu? Ja, v bistvu je fajn, da se te zgodbe dotaknemo, zato ker v bistvu MS prinaša tudi zelo veliko finančno breme za družino. Tudi jaz recimo, ko delaš za 4 ure, dobiš polovično plačo, polovičko dobiš iz SPIZ-a in ko to sešteješ, velikokrat ne prideš do minimalne plače, ne. To je prvi problem, ki je meni zelo velik, ne. Zato, ker se je s 1.1.2003 se je ta zakonodaja spremenila, včasih si tu dobil v službi celo plačo in so potem refundirali vsake 3 mesece na ZZZS-ju. Zdaj pa pač dobiš samo polovičko, v bistvu iz SPIZ-a pa dobiš nekdo tudi sam po 180 evrov, 200 evrov, ne. In potem, ko se pač sprijazni s tem, da ne boš mogel več hoditi v službo, da se ne boš mogel več udejstvovati raznih teh, se pač invalidsko upokojiš in ko dobiš odločbo, se zjokaš, ne, čisto po pravici povedano, zato ker imaš malo delovne dobe, ko to povprečje ti ven dajo, je v bistvu katastrofa, no. Zdaj, če nimaš v ozadju družine, partnerja, ki kolikškaj toliko dobro zasluži, si obsojen na životarjenje s temi nizkimi invalidskimi pokojninami, kot so pri nas, na žalost. Jaz bom prosila še Anito in Renato mogoče za nekaj besed o tej tematiki, kot je Maja omenila, je to še en vidik življenja s to boleznijo. Anita, vi ste zdaj sveža upokojenka, kako komentirate mogoče na to vprašanje? V bistvu sem jaz še imela srečo, da sem zbolela toliko prej in sem dobivala celotno plačo, ne, ker sem bila upokojena 4 ure, preden je bil sprejet nov zakon. Toliko, da se mi takrat ni bilo take razlike. Dobro pri vsem tem je tudi beneficirana delovna doba, 3 mesece na leto od dneva postavitve diagnoze. V tistih mojih časih je bilo od prvih simptomov, toliko, da sem se upokojila s polno delovno dobo, ne invalidsko. Sigurno pa so finance problem, ja. Ko pride do tega, da se vse konča, delati ne moreš in še denarja nimaš, ne. To je potlej pa težava. Tak dodaten pritisk na vsakdanje življenje. Tako, ja. Renata, pri vas? Ja, finance definitivno so težava. Če se jaz zdaj spomnim, takrat, ko smo midva z možem začela se ustvarjati neko bivališče, bivanje, sem jaz bila stara pred 30 letom. Pa multipla bila tako čisto super še, ne? Ja, kaj pa pol, pa vzamemo kredit, ne? Kredit imam na 20 let. Pa smo takrat rekla, kaj pa če je kaj narobe z multiplo, pa ne mogla več hoditi v službo, pa sem rekla, a dobro, pa bomo že nekako, ne. Ampak toti pa bomo že nekako, pa vsakokrat ob poslabšanju je grozno, kako bomo, ne. Ker se slej ko prej lahko zgodi, da res ne mogla več hoditi v službo, kaj pa bo takrat, ne. Kaj bo takrat, ko res ne več, in to je eno tako breme od zadaj, ne. Isto, najprej pol ni več polna plača, 6 ur delam, 2 uri sem kao pokojna, dobim nadomestilo, pa to še zdaleč od moje plače, ki bi jo naj dobila, če bi bila v službi. Potem pa, kaj pa če, ne, kredit ostaja, obveznosti ostajajo, stroški ostajajo. To je res eno veliko breme, ne. In prav mogoče zaradi tega, ker pričakujem,
da se to verjetno slej ko prej zgodilo, sem šla tudi študirati. To pa še lahko počnem, ne? Zakonske in družinske študije. In če pride do tega, da ne bom mogla opravljati tega dela, bom pa potem probala nekako privat odpreti, ker neko finančno oporo pa nekje moram imeti, ker tudi mož za svojo plačo ne bo zmogel finančnega zalogaja, ki ga trenutno imamo. In to je res breme potem celotne družine, ker se lahko zgodi čez noč. To se lahko zelo hitro zgodi. Opažam pa skozi naš pogovor, pa z nekaterimi se poznamo že dalj časa, da vedno znova iščete možnosti, iščete rešitve, iščete dodatne v bistvu vire vaše energije, ki vas ženejo naprej, da potem, tako kot je Renata omenila, ko otroci pridejo čez vrata in takoj poveste, kaj bi pa popoldne počele, torej en izjemen vir energije, pa mogoče zdaj, ko gremo proti zaključku našega pogovora, ker pri dobrem pogovoru vedno prehitro mine čas, če mogoče pogledamo nazaj na pretekla leta, ali ste, prej je Renata tudi že omenila razne nasvete, dobrohotne, tako kot, ne vem, po porodu, pa po vsaki diagnozi imamo okrog sebe veliko poznavalcev, ki so večji poznavalci od mogoče stroke celo. Kaj se vam je v teh letih zgodilo? Ste slišali mogoče kakšno stereotipno misel o multipli sklerozi? Prej je mogoče že Anita sama omenila, po diagnozi zdaj pa samo še voziček, ne? To je tista prva misel bila njena, Anita. Kaj se vam je mogoče v teh letih zgodilo? Ali so vam, Renata je omenila že nasvete, a nekako ozdraveti, mogoče bi lahko kakšnega od teh slišali, seveda zelo v šali, bolj kot zares. Pa če bi Renata začela, pa mogoče enako vprašanje potem za ostale sogovornice. Kaj je bilo tisto, kar vam je izvabilo na smeh, pa mogoče ste ga morali celo potlačiti v tistem danem trenutku, ko ste slišali kaj novega o svoji bolezni? Jaz sem se najbolj nasmejala ob čebeljih pikih, da bi šla na terapijo z čebeljimi piki, in ko bi me pičilo 100 čebel naenkrat, je to potem zagotovilo, da bom okej, pa sem rekla, da nekako tega ne bi, no. Se niste odločili za ta način zdravljenja, okej, Renata. Hvala lepa. Mogoče Maja, v teh letih ste verjetno slišali kakšen dobrohoten nasvet, ki ste ga bili prisiljeni ignorirati. Ja, meni je bilo v bistvu najbolj smešno, ko te majčkeno zanaša, pa te nekdo dobrohotno vpraša, oprosti, a ti piješ mogoče, ne? Tako, to mi je bilo v bistvu kar grozljivo, no. Čeprav smešno, ampak grozljivo, ne. Ana Marija, rekla ste, da se še ne vidi, oziroma da živite popolnoma normalno življenje še, da niste gibalno nikakor ovirani, ampak ste mogoče v tem času slišali kakšen dobrohoten nasvet, čeprav tako zelo mlada študentka, od katerega od svojih, ne vem, kolegov, kolegic, ki niso vedeli veliko o tej vaši diagnozi, pa so želeli pomagati. A se vam je kaj takega zgodilo mogoče že v teh letih? Mogoče edino še v srednji šoli, no, ker sem pač imela dodatno strokovno pomoč, da sem se pač lažje učila, so mi pač ljudje, vsi v bistvu sošolci, sošolke govorili, ti tega ne rabiš, ti si dosti pametna, ne. Ampak v bistvu je meni ful pomagalo, ne, veliko so mi pomagali in sem jim hvaležna, no. Ampak sem se zmerno smejala, ker sem si pač svoje mislila, pa šla naprej. Ta naša Ana Marija je zelo samostojno dekle, imam občutek. Zdajle pa še Anita, vi ste pa gotovo tudi poleg dobrega šefa kakšen dober nasvet dobili v življenju. Ja, sigurno, take, kot so že predhodne govornice povedale. Mi je bilo pa tudi zanimivo, ko sem dobila člansko kartico od združenja in je bil gor invalidski voziček, sin je bil takrat star 6 let in reče, fino, zdaj bomo pa parkirali, kjer bomo hoteli. Mislim, nasmejala sem se v vsem hudem,
ampak ja, me je to spravilo v dobro voljo, čeprav ni bilo treba parkirati na invalidskem parkirnem prostoru. Mogoče bi pa, ker sem že omenila to parkiranje, ja, osebe z multiplo sklerozo imajo možnost pridobiti parkirno kartico za invalide, ker jim pa tudi to zelo prav pride v vseh teh težavah s hojo in iskanjem parkirnega prostora. Ste že bili kdaj v življenju hudi, ste koga že srečali na vašem parkirišču, ki ni imel kartice? Kakšen je ta občutek? Vprašanje za vse, ne samo za Anito, ampak Anita, kar povejte. Ja, no, ni občutek prav prijeten, ne. Tako da jaz v bistvu sama ga res uporabljam v skrajni sili, ko ne najdem parkirnega prostora, drugače pa, če vidim, da je nekdo še drug, se še potrudim in parkiram še drugje in pustim to. Hudo pa je, če pa nimaš možnosti, pa da nimaš kje parkirati, ja, to je pa hudo. Se pa človek malo razjezi. No, je zdaj, pravijo, dobro čustvo. Mogoče Renata, parkirišče za invalide in kultura v Sloveniji? Ja, da večkrat opazim, da marsikdo parkira na parkiriščih za invalide, ne. Se tam, ko jih je več, ne, tam ni panike, tam še vse zračen, verjeti, pa ga že tako rabiš, se vsak hendikep, pa tu je ne vidi, ne, se ne vem, kaj imaš v glavi, ne, te že rabiš, ne. Ampak res pa je, ko pa res ne moreš hoditi, pa še imaš tistega skuterja v kuferramu, pa vse se treba ven spraviti, pa res pride do tiste jeze, ne, res ljudje, vam je tako všeč ta parkirni plac, pa jaz vam vse dam, v kompleti vam dam vse, in diagnozo, in 6-urnik, in nadomestila, pa še to kartico. Če bi res tako radi imeli, glejte, izvolite, jaz vam vse odstopim. Nikomur ne bi rekla, da mu ne dam to v zameno. Komot, ni problema. Maja, ste bili tudi vi že kdaj jezni? Ker mislim, V bistvu sem bila. občutek imam, da se to zelo redno dogaja in da zelo malo delamo na tej kulturi. V bistvu sem bila, pač so mi zaparkirali in potem, če še kaj rečeš, jih skoraj fašeš lahko tudi, ne. Kaj se pa vsajaš, ne, pa če prav vidijo, da si na berglah, da si, ne vem, s pohodnimi palcami. Ne vem, se mi zdi, da te ljudje, ki to delajo, da so v glavi malo omejeni, no, samo zato žal ne dobiš kartice parkirne, ne, za to omejenost v glavi, ne. Tako da. To je potem tematika za en drug spletni pogovor. Drage moje dame, jaz vas bom pa zdaj prosila eno tako posebno prošnjo. Skozi pogovor smo se spoznale, smo opazili tudi vsi gledalci in gledalke zagotovo, da ste izjemne borke, da imate v sebi to eno izjemno pozitivno trmo, da res iščete možnosti, kako živeti v največji polnosti skupaj z multiplo sklerozo. Zdaj vas bom pa prosila za eno tako zaključno misel. Rekli smo danes, če kdo opazi pri sebi simptome, danes je bil pogovor namenjen predvsem temu osveščanju, kako prepoznati multiplo, kako je pomembno pravočasno stopiti do zdravnika in pojasniti, kako se počutimo, kaj se nam dogaja. Super, če se potem izkaže, da je pa vseeno le trebušna gripa, ne, ali pa kaj podobnega. Kako bi zaključili današnji pogovor z eno mislijo, kako živeti čim bolj v polnosti življenje z multiplo, pa tudi brez? Mogoče Renata za začetek. Jaz bi predvsem rekla, bodimo strpni do sebe, pa imejmo se radi, pa bo šlo. Hvala, čudovito. Anita? Kljub bolezni, ki nas spremlja v življenju, je lahko vsak dan nekaj posebnega. Le zavedati se moramo tega. Ana Marija? Meni se zdi, da ne glede na to, ali je bolezen ful prisotna ali pač ni, še zmeraj moramo drugega upoštevati v največji meri, kar se da.
In prosim še vas, Maja. Ja, jaz bi pa samo rekla carpe diem, vzemi vsak dan tisto, kar ti življenje nudi, zgrabi z obema rokama in uživaj, res, samo to. Drage moje sogovornice, veste, dokaz, da je življenje z multiplo sklerozo lahko lepo, polno, lahko dinamično, nasmejano, še danes v tej uri smo se nasmejale. V bistvu ste en tak čudovit navdih, ki je, upam, bil slišan širši slovenski javnosti. Hvala vam, da ste si vzeli čas v vašem vsakdanjiku za ta pogovor. Hvala seveda tudi vsem, ki ste nas spremljali v živo in verjamem, da smo se tudi danes kaj dobrega naučili. Hvala še enkrat za navdih in ostanite, drage dame, navdihnjene, iščite v vsakem dnevu tisto dobro in verjamem, da bomo zagotovo še spregovorili tako o multipli, tako o življenju, ki je lahko obogateno tudi in navkljub bolezni, kot je multipla skleroza. Vse dobro vam želim, vzemite si čas in tudi vi, dragi gledalci in gledalke, vzemite te zaključne misli v ta dan in jih nosite še dolgo s seboj. V imenu Slovenske tiskovne agencije STA kluba hvala še enkrat vsem. Na koncu pa, za tiste, ki so mogoče spregledali začetni video, stopimo še enkrat v čevlje multiple skleroze. Drage dame, z vami se bomo zagotovo še pogovarjali in vam želim srečno. Za konec pa še enkrat si oglejmo video. Do takrat, ko se spet srečamo, pa nasvidenje.